Priznanje je prejel Janez Šolar, ki je sodeloval pri ustanovitvi šole, nato pa jo kot prvi direktor uspešno vodil kar 13 let. Bili smo ekipa, ko smo ustanavljali šolo, potem pa je naključje naneslo, seveda, da sem na koncu ostal tisti, ki sem mogel poganjati šolo naprej. Imeli smo možnost, delali smo. Z današnjih oči izgleda neverjetno, da smo recimo v enem letu, od jeseni 95 do oktobra 96, uredili prav vse, da smo lahko začeli študijem. Tudi Jana Špec je višji strokovni šoli zvesta že od same ustanovitve. V minulih 20 letih pa je pomagala krepiti njeno kakovost in vlogo v okolju. Ko sem leta 2010 prevzela vodenje šole, smo pričeli z investicijo druge faze obnove šolskega hotela Astoria. In res moram reči, da na tej poti je bilo ogromno preprek in ovir. In če ne bi imela toliko gorenjske trme, kot jo imam, bi prav gotovo popustila, vendar nisem. Projekt je uspel in danes ima šola res krasen hotel in s tem enkratne pogoje za čudovit razvoj praktičnega izobraževanja študentov Višje šole za gostinstvo in turizem na Bledu. Priznanje si je prislužila tudi Melita Brešan, ki že od samega začetka šole prizadevno dela v referatu za študentske zadeve. Skozi 20 let smo doživeli vsega lepega, tudi hudega, slabega, različna obdobja so šla skozi. Vpisov študentov, po 500 študentov na študijsko leto smo vpisali, izpiti, diplome, srečni dogodki, vse lepo. Priznanje za življenjsko delo je prejela doktorica Justina Arčul, ki je dolga leta poučevala bodoče diplomante gostinstva in turizma. Ko dobiš nagrado za življenjsko delo, se včasih vprašaš, kaj bi si še za prihodnost želel. Zdaj so moji cilji povezani predvsem z družino in z mojim družinskim življenjem. Seveda pa si želim, da bi ostala v stiku, tako kot sem že tudi povedala ob intervjuju, ob prejetju nagrade, da ne bi pozabili name in da bi morda s svojim znanjem še vedno krojila en prostor v slovenskem šolskem prostoru.